Začni. Čas začne teči, učenci dobijo 3 različna besedila. Kako hitro jih bodo prebrali, odvisno tudi od dobrih priprav in tehnik, ki se jih da naučiti. Nekaj jih je razkrila tudi Brina. S prstom ali pa s svinčnikom si tempo držiš za oči, ampak potem, ko se ti oči navadijo, več tega ne potrebuješ. Potem ena možnost je, da bereš samo zgornjo polovico črk, kar je tudi zelo uporabno, ker gre bistveno hitreje. Z očmi gledaš prvo in zadnjo besedo v vrstici in se ne ukvarjaš toliko z njo, ker potem smiselno povežeš besedilo. Brina ne priporoča premikanja glave in ustnice, bomo tako počasnejši. Svetuje, da si damo prst na usta ali jezik med zobe. Po vsakem besedilu morajo učenci odgovoriti še na 10 vprašanj, saj 6 odgovorov mora biti pravilnih, sicer rezultat hitrosti branja ne šteje. Potem, ko čakamo na vprašanja, mine ponavadi kakšnih 5 minut. V tem času še enkrat si v mislih preletim besedilo, še enkrat ponovim pomembne informacije in potem si zapomnim. Sposobnost hitrega branja ji pride prav tudi v vsakdanjem življenju, predvsem pri šolskem učenju. Ko imam več besedila in moram poiskati eno informacijo, se osredotočiti na eno stvar, da ne berem vsega. Pri delanju kakšnih govornih nastopov, referatov, lahko grem hitreje skozi in izluščim tisto najpomembneje. Za učenje nekih letnic pa to pa ni ravno priporočljivo. Brina ima sicer najraje naravoslovje, matematiko in biologijo, trenutno pa je tudi zagrizena športnica, saj trenira atletiko. Pogumno je odgovarjala tudi na vprašanja Slavku Bobovniku v Odmevih in mu povedala, da bi lahko prihodnje leto z novimi tehnikami še izboljšala svoj rezultat.